Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj sta danes kar dva izjemna gosta. Boris Svene je znan po svojih številnih knjižnih uspešnicah, predavanjih, delavnicah, TV oddajah, člankih, intervjujih in tako dalje. Sanjsko življenje bi rekli, pa vendar temu ni ravno tako. V življenju je prestal veliko kriz. Tudi tisto, ko mu je kirurg ob hudi bolezni rekel, da mu je morda preostalo le še pol leta življenja. Ni se vdal. Danes, 18 let pozneje, je bolj živ in zdrav kot kadarkoli prej. Vendar življenja in zdravja ne pojmuje le na telesni ravni, temveč dosti širše. Posledično je nastala tudi knjižna uspešnica Zdravje je v nas, ki je že tudi prevedena v angleški jezik. V njej je omenjen tudi eden izmed vodilnih celičnih biologov na svetu, dr. Bruce Lipton, s katerim sva se tudi oba srečala na skupnem kosilu. S pomočjo znanstvenih odkritij dr. Liptona je dojel neprecenljivo znanje epigenetike, kakor tudi delovanja matičnih celic. Na osnovi slednjih je s pomočjo izjemnega zdravnika dr. Simončiča rešil še eno svojih večjih zdravstvenih kriz, za katero vodilni maksilofacialni kirurgi takrat niso videli tako učinkovite rešitve. Prvi primer uporabe matičnih celic sega že daleč v leto 65 s presaditvijo kostnega mozga pacienta z levkemijo. Do prvih presaditev kože pa je prišlo leta 1975. V Sloveniji so se prvi članki na to temo pojavili po letu 2000. Podjetje EduCel je v Sloveniji pionir na omenjenem področju. Znanstveno dokazujejo, da so celične terapije novi načini zdravljenja, pri katerih pacientu lastne in skrbno izbrane celice pripomorejo k izboljšanju bolezenskega stanja. V nekaterih primerih lahko za zdravljenje uporabimo tudi celice darovalca. Človeško telo je sestavljeno iz več milijard celic, od katerih zgolj nekatere skrbijo za obnovo oziroma regeneracijo tkiv. Ko celice z regenerativno sposobnostjo v velikem številu vnesemo na poškodovano mesto, se proces regeneracije lahko začne oziroma se močno pospeši. In ker so celice naše lastne, so taka zdravljenja zelo varna. Dobrobiti matičnih celic sežejo še veliko dlje, tudi na področju uspešnega zdravljenja COVID-19, vendar več o tem malce kasneje. V posebno čast, zadovoljstvo in veselje mi je, da v našem studiu danes lahko pozdravim tudi dr. Marka Strbada, sodirektorja podjetja EduCel ter direktorja podjetja Biobanka. Pozdravljeni torej v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj danes kar dva krasna gosta. Boris Svene, lepo pozdravljen. In dr. Marko Strbat, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Ja, naslov oddaje smo dali, ali so matične celice medicina prihodnosti, ne? Dejansko epigenetika nam danes govori, da dejansko obstaja kontrola, ki je nad geni, torej dejansko nas geni ne definirajo, tako kot smo nekoč mislili. Z Borisom sva tudi imela čast milo spoznati dr. Liptona, a ne? Biti celo na kosilu z njim. Tako, ja. Tako da to je v bistvu prihodnost. Kaj menite? Mogoče Boris začneš? Zdaj jaz vem, da gledalke in gledalci za mene vedo skozi pač knjižne uspešnice, da sem imel težko preizkušnjo 2-3, da mi je kirurg rekel, da mi je morda preostalo samo še pol leta življenja. Ampak danes, 18 let kasneje, sem bolj zdrav na vseh nivojih, seveda govorim pa kdajkoli preh. Kar pomeni, da sem mogel nekaj pogruntati, da sem lahko do tega prišel, ne? In takrat so se res, da sem pol leta umiral, ampak takrat so se me odprle na določena druga obzorja. In sem začel malo gledati še malo preko drugih nivojev. Vedno sem pa občudoval klasično medicino v povezavi z alternativno, se pravi kot holistično medicino. No in potem, po tolikih letih kasneje, sem imel eno tako zelo zanimivo izkušnjo in sicer na dlesni se mi je začela delati ena tvorba. In skozi to tvorbo, cisto, srečam pač kolegico zobozdravnico in sva šla po Sloveniji ker je bilo treba operirati, do različnih maksilofacialnih kirurgov, najboljših seveda, in nihče ni videl šanse, ker bi to nastala velika luknja v dlesni, da bi jaz prve enojke, se pravi sekalce zgoraj obdržal. Obvezno bi šla preč in bi potem pač imel na tako hudo protezo, ne. In potem je že pred leti dr. Renata Ambrožic spoznala dr. Simončiča in je rekla, da on je zelo na široko odprt zdravnik, ne.
in sva šla, oziroma takrat ona ni mogla zraven, sem šel sam do njega. In on je rekel, pregledal se pač te izvide, prav, to midva imava dve opcije in pove, opcija je rekel ena, ki bi priporočil, je pač, da to zdravimo z matičnim celicam. In ker sem pa že predtem, tudi pisal sem o tem v knjigi Zdravje nas, o matičnih celicah, sem takoj zaresoniral, ja, to bi me meni zanimalo. In ko mi je povedal eno, bom rekel, verzijo takšno in drugo verzijo drugačno, sem bil seveda takoj odločen za tisto z matičnim celicam. Ne? In on mi to operiral, so se dogovorili za termin, operiral, dal matične celice noter in v bistvu danes, par let kasneje, imam še zmeraj obe enki, ker je bilo nemogoče, ker dejansko imam dokumente v ozadju, kjer je bilo napisan od maksilofacialne kirurgije oziroma kirurgov, da pač je manj kot 10% šanse, da jaz obdržim obe enki. In imam še obe. No, kaj potem? Potem smo seveda se še bolj spoznali, sodelovali, postali prijatelji in še ti si dr. Simončiča spoznal, ne? In potem sem rekel, pač to je res vrhunska ekipa v Sloveniji. Takrat sem spoznal tudi dr. Mijomirja Kneževiča, ne? In čudovit človek tudi, del ekipe, ki bomo potem več slišali. In sem rekel, da to bi po Sloveniji ljudje morali za to zvedeti. In zato sem ti tudi rekel za dr. Strbada, za Biobanko, ker ko sem zvedel za vse te stvari in ko sem spoznal celo ekipo in si je neparkrat ogledal njihov laboratorij, naštudiral še bolj kako delo, itak da se me poznaš, da sem preveril, ne, vse skupaj, ne, ker rad imam te take dobre, lepe zgodbe. In potem se je zgodil nekaj, ena velika prelomnica v mojem življenju. Moja hčera je zanosila, oziroma najina hčera je zanosila in sem rekel, prva stvar, absolutno, ker lahko največ, zdaj me mrazi, ko to govorim, oba veva, kaj to pomeni, oziroma vsi vemo, največ, kar lahko naredim, najboljše zavarovanje, za katerega jaz verjamem, da ga za svojega vnučka lahko dam, ker lahko vsi detki, babice to naredijo, ali pa tudi seveda starši, ali pa stari starši, kot sem že rekel, je, da v bistvu vzamejo otroku, ko se rodi, se to bo bolj razložen, da se iz popkovine vzamejo matične celice, tako imenovane stem cells, ne? In da dejansko kadarkoli, za mlajčno povedal, bomo strokovno slišali, in da otrok, če ima kdajkoli v življenju kakšno hudo preizkušnjo, zdravstveno, karkoli, on dobi svoje matične celice nazaj. In te matične celice točno prepoznajo, kaj je biti zdrav po domače, sem rekel čisto preprosto, in v bistvu na ta način, zdaj me kar mrazi, to govorim, na ta način, v bistvu se mogoče celo odloča, boš vnučka ali pa sina, hčerka, da se bo pozdravil in ga boš imel, ali pa mogoče odide. In to je toliko pomembna zgodba, zato sem zelo, zelo hvaležen Ljubljana TV, da imamo res takega izjemnega gosta, da bo v bistvu te stvari lahko strokovno predstavil, pa da ljudje sploh zvedo, kaj pomeni medicina prihodnosti. Ne? Se zdaj v tujini se marsikaj na to temo govori, ampak v Sloveniji imamo top svetovne ekipe. Absolutno. Marko, kako je vse to mogoče? Kako to deluje? Lahko malo več zaraz. Naj podpravim gospoda Borisa, ne? To ni medicina prihodnosti, to je medicina že danes. Ne? Že danes v bistvu se celice uporabljajo in v bistvu v podjetju Edicel to tehnologijo s pridom izkoriščamo že 25 leta. Sicer sem mlajši v tej ekipi, ne? Dr. Kneževič kot iniciator, ne, celotne zgodbe skupaj z ostalimi kolegi zdravniki, ne, so to začeli že leta 97, predvsem v ortopediji. Danes pa v bistvu matične celice zajemajo, ne, širša področja. Ne? Tako kot se je gospod Boris omenil, ne, od novorojenčkov do starostnikov, ne, v bistvu so te matične celice, ne, zdravilo v nas, ne, konec koncev, ne, in edino naravna zadeva, ki jo nosimo skozi v življenju. Hkrati pa v bistvu upravljajo to funkcijo na dnevni bazi, ne, konec koncev, ne, ali pa, ne vem, idealni primeri, verjetno se ukvarjamo s športom, tam prihaja do mikrofraktur v sklepih, ne. Matične celice sicer, kolikor jih je v tistem sklepu, ne, pač te mikrofrakture oziroma mikropoškodbe, ne, sproti obnavljajo. Enako, če se urežemo, ne. Konec koncev, kri, trombociti plus celice, ki prihajajo na tisto področje, ne, omogočajo to regeneracijo samo po sebi, ne. Zdaj,
če posplošim, ne, matične celice same po sebi ne, so nek, nam rekel, nepopisan list papirja, ampak mavrica, ki danes lahko pač tvorijo en tip tkiva, ne, jutri pač ta ista celica, drugi tip tkiva. Pluripotentna matična celica. V bistvu, ja, govorimo bolj o multipotentnih, ne, pravno to, ne, pač če izhajajo iz enega okolja in jih presadimo v drugo okolje, pač tam prevzamejo te značilnosti, zdaj ali to je epigenetika, najverjetneje in tam prevzamejo pač funkcijo novega okolja, bodisi kot regeneracija, bodisi kot imunomodulatorni efekt, v glavnem pomagajo pri samem internem notranjem zdravljenju. Odstranitev ciste nadlesnih in pa zapolnitev kostne ciste z matičnimi celicami, po besedah dr. Simončiča bo v kratkem tudi objavljena v ugledni stomatološki znanstveni publikaciji, ne? Ja, ki je povedal. Ja. Sem se glih z dr. Starbadom prej pogovarjala, ko sem rekel, jaz nimam nobenega problema, lahko se objavi tudi moje ime, ampak je bilo lepo razloženo, da se pač v takih znanstvenih publikacijah pač ni te potrebe oziroma se to ne dela. Ampak ja, Slovenci imamo na svojo zgodbo. Majhni smo, upamo si, tvegamo in res, če zaupamo koga, zaupamo na Slovence. No? Pa sem bil po cel svetu, oziroma žena so bila po celem svetu, sem spoznala marsikaj, ampak ja, to so te stvari. Recimo tudi, vse smo se menili, so tudi ta fotka z dr. Simončičem pokazala. No, v tej fotki je neposredno po operaciji so slikane. Tam sicer nima kakšnega filmskega nasmeška, ampak to ni lepotno tekmovanje, to govorimo o uporabi matičnih celic, koliko so pomembne. In kar je najbolj pomemben, ne da sem jaz nekoga slišal, da to dela. Jaz imam lastno izkušnjo in tukaj imamo dr. Starbada pa njegovo ekipo, ki to delajo, tako je rekel, na dnevni bazi, ne da je to prihodnost. Zakaj smo rekli, da je to prihodnost? Zato, ker večina ljudi tega še sploh ne ve, kaj se dogaja, zato pravimo prihodnost in zato sem imel tako veliko željo, da so v bistvu, da to ljudje zvedo, ker toliko je vsega tega, kar ljudje ne vedo. In če se ponovim, za otroka, se pravi za mojega vnučka, jaz mislim, da ne moreš boljše stvari narediti, kot pa da mu daš, kako bi temu sploh lahko rekel, da mu daš nekje da že v otroštvu shraniš v biobanki del njegovega imunskega sistema, ali lahko tako rekel? Pa ne samo imunskega sistema, ne, pač del zdravila, ne, ki mu kasneje lahko kakorkoli pripomore, ne, pri zdravljenju. Ne. Vsi si želimo, ne, da pač tega ne bi bilo potrebno, ne, ampak ima vsaj priložnost dobiti na koncu svoje lastne celice, svoje lastno zdravilo, ne, in na ta način, tako kot ste na začetku omenili, možnost biti ali ne biti. Ne. Ja. Odlično, bomo nadaljevali po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj dva krasna izjemna gosta, pogovarjamo se o matičnih celicah. Marko, nam lahko še kaj več poveš o matičnih celicah, od kje jih dobimo, kaj lahko se z njimi zdravimo? Slišal sem tudi, da ne bi šlo, da lahko zdravimo uspešno tudi težji potek COVID-19. Kakšne so vaše izkušnje, recimo? Ja, če odgovorim v bistvu na prvo vprašanje, ne. Matične celice, ne, tako kot sem v začetku povedal, ne, nosimo stalno v sebi. Ne. Najboljše so sicer najmlajše celice, to pomeni iz popkovnične krvi tkiva popkovnice. Dobimo jih tudi v zobni pulpi, v maščobnem tkivu, kostnem mozgu oziroma tudi v ostalih tkivih, možganih, konec koncev mišicah, ne. Vendar imajo manjšo sposobnost, te, ki so že v tkivih. Ne. Ta prvi viri, ko sem jih naštel, ne, v bistvu nosijo zelo veliko potentnost, ne, to, kar smo že prej ugotovili, in mlajše, ko so, boljše so. Ne. Kaj ste pa naprej spraševali? Ja, glede uspešnega zdravljenja COVID-19 tudi. Stvar je, da v letošnjem letu smo imeli skupaj z hrvaško ekipo poskuse oziroma primer zdravljenja pacienta za težko obliko COVID-a. Pacient je bil na ventilatorju, v bistvu zelo hitro, ne, od diagnoze do ventilatorja in pa samo 15% pljuč delovalih. Šlo v bistvu za
težko obliko citokinskega viharja, ki je v bistvu posledica infekcije. ARDS, Akutni respiratorni sindrom, ne, oziroma distres. In v bistvu ta pacient je dobil v 3-krat dozo mezenhimskih matičnih celic. Žal ni imel svojih, ne, ampak so bile darovane celice. Gre za mezenhimske matične celice, ne, ki delujejo protivnetno, imunomodulatorno, ne, in v bistvu že po prvi dozi so mu netni parametri drastično padli, ne, in ravno tako v bistvu po tretji dozi, ne, je se kazalo že uspešno zdravljenje. In to je v bistvu ta primer skupaj z hrvaško ekipo, ki jo je vodil dr. Primorac, je bil tudi objavljen kot eden redkih case report oziroma prikazov primera v Croatian Medical Journal, znanstveni publikaciji, vendar v bistvu potrjuje to, kar določene večje ekipe, kot je naša, že preizkušajo v klinični praksi oziroma v kliničnih študijah, ne. Tako da, tako kot je gospod Boris omenil na začetku, ne, imamo tudi v Sloveniji oziroma tu v okolici vrhunske strokovnjake, ne, ki zelo dobro delajo, ne samo zdaj v dotičnem COVID primeru, ampak tudi na drugih področjih medicine. Hematologija je zelo uspešna, ne, kjer se matične celice že vrsto let uporabljajo za zdravljenje levkemij, zdaj v nekaterih primerih lastne, v nekaterih tuje oziroma darovane. V zadnjih časih pa v bistvu klinične študije nosijo oziroma omogočajo zdravljenje tudi cerebralne paralize, avtizma, konec koncev neceljivih zlomov kosti, srčnega popuščanja, tu bi omenil dr. Vrtovca, tudi enega vodilnih v svetu, ne, deluje na Harvardu in v Sloveniji, tako da ja, spekter je zelo širok, no. Odlično. Kakšne so pa razlike, recimo lastne ali pa darovane? Ja, zdaj vseh bolezni pač ne moremo zdraviti z lastnimi, ne. V tem primeru, če poenostavim, določenih vrst levkemije nikakor ne gre z lastnimi, ne, tam moramo pač pridobiti darovane, ne. Če gledamo, ne, v bistvu za lastne, ne, je predvsem regenerativna medicina tu v ospredju. Se pravi, tako kot sem omenil, srčna popuščanja, zlomi kosti, mišic, konec koncev potekajo študije zdravljenja Alzheimerjeve, Parkinsonove bolezni, diabetesa tipa 1, Chronove bolezni, kjer pač tudi v Sloveniji smo imeli nekaj primerov takega zdravljenja, ne. Tako da, ja, v primeru darovanih celic je potrebno pač zagotoviti določenim kriterijem, predvsem po tkivni skladnosti. Če dobimo pa svoje lastne, ne, telo tega ne more oziroma ne prepozna kot svoje lastno in ne prihaja do zavrnitvenih reakcij, kar je pač veliko lažje in uspešnost zdravljenja toliko večja, ne. Absolutno. Tako da malo se še govori o tem, no. Tudi jaz tekom študija medicine nisem kaj dosti še slišal o tem, ne, kako to? Ja, matične celice niso nova zadeva, res je, ne. Saj to je že 67. Lipton že, ne. Ja, v bistvu krvotvorne matične celice so bile že odkrite nekje v 50 letih prejšnjega stoletja, mezenhimske matične celice iz kostnega mozga recimo v začetku 70-ih, konec 60-ih, začetek 70-ih let, ne. Širši razmah v bistvu so doživele v letošnjem, po letu 2000, ne, ko so se pač začele ustanavljati tudi prve banke. Zdaj stvar, da te ni toliko prepoznano, ne, bodisi, mislim, da danes na fakultetah že oziroma v šolah že učijo tudi o matičnih celicah. Mi, ko smo mogoče malo starejši, takrat še tega ni bilo toliko, ne. Stvar pa je, no, da se že prebuja, ampak mislim, kot opažamo, ne, se še vedno premalo govori o tem, ne. Oziroma, če lahko skočim, ker tako se omenil, dr. Gus Lipton je že 67 let kloniral celice na Stanfordski medicinski univerzi. In ko sem pač študiral vse te stvari o matičnih celicah, isto vprašanje sem se postavil, kako to, da ne vejo vsi o tem, kako in kaj. Ampak dejstvo je, da ker sem jaz pač v raziskavi našel, pa tudi to študijo o COVID-u sem si prebral, sem bil navdušen, ker me res zanimajo te stvari,
Dejstvo je, da se matične celice že dolgo časa uporabljajo, ampak je v kremicah za obraz. to ja. Že dolgo časa sam se tem. Anti-aging tudi. Tam mogoče niti ne matične celice, Ne. ampak produkti iz matičnih celic. No, Ne? boljše, Se pravi, ker malo tudi pripomore k temu zakonodaja, kar se sicer strinjamo, da mora biti pač področje strogo regulirano in urejeno. Ne? Kozmetična industrija sicer ima mogoče majčkeno manj restriktivno kot sama tkiva in celice, farmacija in podobno, ampak vseeno je treba zagotoviti. Zato v bistvu pred leti je bilo moč zaslediti številne reklame o uporabi oziroma vsebnosti matičnih celic v šamponih, v kremicah in podobno. Ne. Tako da zdaj, koliko je tam matičnih celic, težko komentiram. Ne. Zagotovo bi pa lahko bili produkti iz matičnih celic, kot so rastni faktorji, kot so določeni proteini, ki jih izločajo same celice tekom gojenja. Ne. Da stimuliramo, ne vem, izgradnjo kolagena, recimo. Ne? Recimo, kolagen bi bil eden, predvsem pa rastni faktorji, kot je fibroblast growth factor ali pa keratinocidni rastni faktor in podobno, ne, kar so v bistvu izločki tako matičnih celic kot trombocitov recimo, ne, in podobno. Ne. Torej se ne bomo več starali. Ja, to je tudi eno od funkcij nematičnih celic, da podaljšuje, ker mogoče, če citiram dr. Simončiča, to mi je bilo najbolj všeč, ker je rekel, mi ne govorimo o podaljševanju življenja, mi govorimo o tem, da boš svoje leta res kvalitetno doživel. Se pravi, razlika je, a si pa pri 60 letih že fuč po domače, če ne, ali si do 80 leta do konca lahko napolno aktiven. V bistvu je eno provokativno vprašanje. Kdaj smo ljudje stari? Ne? Oziroma, Ker se počutimo, ne? To že, ampak čist genetsko, oziroma kdaj se naša krivulja rasti obrne navzdol. Marsikdo bi bil presenečen, to ni 60 ali več, ne? Ampak bistveno prej, tam okoli 25 do 30, ne? Ja. Se krivulja že počasi obrača navzdol. Pa telomere, ne? Se že Krajšanje telomer, ne, je prvi znak recimo staranja, ne, in telomere, ne, oziroma encimi, če gremo zdaj čisto v molekularno biologijo, ne, encimi, ko pač ne morejo ali pa prepočasi dodajajo konce telomer, ne, takrat pač se začne proces staranja. Ne. Zdaj sem dobil asociacijo, veliko včeraj sem na študijo preučeval, da nam je inteligenčni kvocient, če je vprašanje, nam upada od leta 1975, nam gre nadol. Se pravi, ko smo bili v padu, to mi je bila asociacija, ne? Zanimiva študija. Koliko smo res s temi telefoni, z vsem smo izgubili, ne? Ja, sej, en dober film je, naslov je Idiocracy, ne? Kam v bistvu gremo, če bomo tako nadaljevali, ne? To je že področje, ki se ga danes nam dotaknili, ne? Ker imamo res lepo zgodbo. Ja, absolutno. Dobro, bomo nadaljevali po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj izjemna gosta, Boris Svene in Marko Strvat. Marko, kako pa poteka sam odvzem, recimo matičnih celic, kako poteka sam proces v laboratoriju, nam lahko še malo več razložiš? Ja. Postopek je pač, rečemo, za nas v laboratoriju malo bolj kompliciran kot za tistega, ki shranjuje. V bistvu, če se posredotočimo recimo na popkovnično kri tkiva popkovnice, ženska, ko je noseča, oziroma starši, ko se odločajo za to, ne, v tem primeru ne pač podpišejo oziroma sklenejo dogovor z biobanko o hrambi. V bistvu mi potem obvestimo porodnišnico, starši dobijo paket, ki ga odnesejo domov in na čas poroda tudi potem porodnišnico predajo porodnemu osebju. Sam postopek, sam odvzem ne vpliva na potek rojstva otroka. Ne. V bistvu dovzame se popkovnična kri, ko je otrok že rojen, posteljica sicer še v maternem telesu. Navodila so pač tudi taka, ne, da se počaka, da otrok dobi dejansko tisto kri, ki jo dejansko potrebuje, ne, da ni ničesar prikrajšan. Nato pa babice razkužijo en del popkovnice, zbodajo z iglo. Popkovnica ni uživčena, tako da v bistvu ne boli, ne. Mama tega ne čuti, otrok tudi ne, ker pač ni več pripet na popkovnico.
To potem naknadno še odrežejo par centimetrov tkiva popkovnice, ki je pač, kot smo že prej omenili, bogat vir matičnih celic. To osebje vstavi v paket in v bistvu naš kurier pride to porodnišnico iskat in pripelje do našega laboratorija, ki je v bistvu v Trzinu pri Ljubljani. Tako da imamo to prednost, ne, da je to zelo hitro, ne, in v bistvu od poroda do shranitve ne mine veliko časa. Ne. Se pravi, celice se najbolje počutijo bodisi v telesu samem ali pa globoko zamrznjene pri zelo nizkih temperaturah, navadno pri temperaturah tekočega dušika oziroma par tekočega dušika, se pravi nekje -150 stopinj ali nižje. Ne. Teh temperatur se v bistvu pač ne moremo predstavljati, ampak tekoči dušik to omogoča, da pa celice tudi preživijo te globoke temperature, jih je pa treba primerno obdelati, dodati krioprotektant oziroma rečemo temu zamrznitveno raztopino, ki prepreči ali pa onemogoči tvorbo kristalov, ki bi celice razrezali in poškodovali, in se potem tudi v kontroliranih pogojih zamrzne do teh temperatur, ki so pač potrebne za dolgotrajno shranjevanje. Jaz moram tole dodati, to, ki je bilo vse preprosto. Pač sem prišel do njih, pač so mi vse podatke dali, povedali, dali za prebrati, podpisal sem pogodbo in od takrat naprej praktično nisem rabil nič. Vse so zrihtali in itak sem danes prvič javno objavil, da sem postal dedek, ne, ko smo govorili o meji, ko si tam nisi. Hvala. In moram reči, da moja hčera, pa seveda tudi njen partner, toliko sta bila hvaležna za to. In res, ko enkrat imaš tako lastno izkušnjo, ki imam jaz, ne, oziroma več njih, ne, res začneš na življenje gledati malo drugače. In tudi recimo to, da je v Sloveniji ta možnost matičnih celic. Vem tudi eno izkušnjo, ki mi je dr. Simončič povedal prvemu pacientu, bom samo povzel, da so v bistvu, mogoče vi več veste, da so zdravili, nekdo bi izgubil noge, kolena, kaj so bile težave, na vozičku je bil in so mu dali matične celice in spet normalno hoda. Je bila obraba hrustanca. V bistvu prvi primer, ne, to, kar sem že prej omenil, leta 1997, ne, obraba hrustanca in meniskusa. Pacientu takrat v bistvu bi zamenjali oziroma bi dobil umetni sklep, ne bi izgubil noge, ampak umetni sklep. Ne, in ta tehnologija je že takrat omogočila, ne, da z uporabo hrustančnih in matičnih celic, te tehnologije, ki danes s pridom izkoriščamo, ne, smo obnovili ta poškodovani hrustanec, ta poškodovani sklep, ne, in ta oseba danes blizu 50, no, še vedno s svojim lastnim sklepom. Ne. Odlično, torej kmalu ne bomo rabili več teh operacij, menjave in do proteze. Če pravočasno prepoznamo poškodbo in se pravočasno začne zdraviti, lahko ta proces tudi zamaknemo za nekaj 10 let. Ne. Če pa pač poškodba toliko, če začnemo prepozno zdraviti, pa pač tudi matične celice niso čudežno zdravilo, ne, so pa odlično orodje, no, za samo regeneracijo. Odlično. Danes bomo dali za naše gledalke in gledalce tudi eno nagrado, a ne. Mogoče, kaj je ta nagrada oziroma tudi vprašanje, mogoče lahko damo, pa bomo na Ljubljana TV Facebooku postavili. Ja, pač nagradica, no, v bistvu je čisto praktična nagrada, en hudi jopca, no. Vprašanje, ki bi ga pa zastavili, ne, smo tudi tekom oddaje povedali, ne, kateri vir matičnih celic je najboljši in zakaj. Odlično, odlično. Ja, tako da glasujte oziroma odgovarjajte na to nagradno vprašanje in morda dobite krasno nagrado. Ok, še zaključne misli, mogoče za konec neko sporočilo, ki bi ga še želela, mogoče Boris, podati za naše gledalke in gledalce. Je, da smo hvaležni, da imamo take strokovnjake v Sloveniji, mogoče jih ne cenimo dosti, mogoče o njih ne zvemo dosti.
To je tisto. In da v bistvu imaš možnost, ki lahko v enem momentu, kot so recimo matične celice, recimo, ko smo imenovali dojenčka, popkovino in tako naprej, da lahko to odloča v življenju in smrti. Da imamo to možnost. Jaz ne vem, če se mi tega zavedamo. In zato sem toliko hvaležen, da je pač Ljubljana TV, mislim, verjetno je ena izmed prvih, ki je to sploh povedala, da dejansko imamo to priložnost, da imamo vse te medije, ki jih imamo na razpolago, recimo družbena omrežja. Upam, da se bo to delilo res na velik naslov, ker dobesedno v tem času z enim klikom ali pa dvema lahko mogoče celo odločaš, če bo nekdo živ ali ne bo. Neverjetno, ne? Ja. Ok, še Marko. V bistvu se strinjam z gospodom Borisom. Ne? Ja, to je enkratna priložnost, če gledamo stvari iz perspektive starša, shraniti popkovnično kri otroka, takrat rojenega otroka. Tako da jaz mislim, no, da v bistvu, če damo že za takšne in drugačne oblike zavarovanja in za otroka še marsikaj, da če le staršem to omogočeno oziroma imajo to možnost, no, da mogoče razmislijo o tem, ne. Hkrati pa v vsej tej poplavi informacij danes, ki jih najdemo, ne, želim, da prepoznajo, pač pa izluščijo tisto ta pravo, ki bo za njih primerna oziroma da bojo verjeli vanjo. Ne. Še eno vprašanje se mi, predno gremo na zaključek, porodilo, koliko pa je procentualno recimo zanimanja za shranjevanje in koliko imate povpraševanja? Samo shranjevanje, rekel, no, da v bistvu nekje 2 do, v dobrih letih tudi 5 do 8% staršev se je odločilo nekaj s tem narediti. Ne. Rekel pa, da danes še vedno več kot 95% staršev, bodisi, tako kot smo na začetku ugotovili, ne ve o tem, ali pa ve zelo malo, ne ve ničesar ali ve zelo malo, ne? Ali pa pač enostavno ignorantski odnos, saj se to meni ne bo zgodilo. Ne? Konec koncev, ne, medicina sicer nova dognanja prihajajo na dan. Ne? Tako da verjamemo, ne, da ne samo danes, ampak tudi v bodočnosti, ne, da bo spekter zdravljen bistveno večji, kot je danes. Ne. Še vedno je pa treba čez pač določene korake učinkovitosti, varnosti in vsega ostalega preveriti, ne, predno dejansko določene terapije postanejo resničnost in realnost. Ne. Torej, potrebne so te študije, ne? Klinične študije, ja, pač v bistvu tako kot za zdravilo, tudi z matičnimi celicami, ne, mora biti pač določeno število preiskav narejenih, kot ste sami omenili, ne, najbolje je, če greste preko kliničnega preizkušanja, dvojno slepega, randomiziranega, ne. Vsekakor pa to vedno ni, bom rekel, ni mogoče, ne. Imamo tudi bolezni sirote, ne, kjer v bistvu ti ne moreš narediti randomizirane študije, ne. Konec koncev, ne, pri nas EduCelu in Biobanki imamo vedno pacienta pred sabo, ne, tako da si po eni strani mislimo, ne, zakaj ne bi omogočili vsem tega, ne, namesto dvojno slepih, randomiziranih in podobno, ne. Tako je. Ok, hvala vama, draga gosta, Boris Svene, za udeležbo v oddaji, dr. Marko Strbat. Verjamem, da smo povedali marsikaj zanimivega za naše gledalke in gledalce in da vas bodo kontaktirali, vkolikor jih bo to zanimalo. Hvala za vabilo. Hvala za vabilo. Ne. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.